kot je rekel Prokar Miško, napolnili smo dvorano, kar je vsekakor velik dosežek za ljudi iz gledališča, za nas pa tudi. Lepo torej pozdravljeni, dobrodošli na predstavitvi nove knjige Aleša Erjavca, Heteronomija umetnosti in avantgard. Knjiga je šla z letnico 2017 pri založbi Maska in jo danes tukaj predstavljamo z avtorjem, z Alešem Erjavcem, ki ga tukaj prav lepo pozdravljam, in z piscem spremne besede Miškom Šovakovičem. Obema še posebej lep pozdrav. Preden jima predam besedo, zamislili smo si pogovarjali, da bo potekal nekako tako, da Aleš kot avtor pove nekaj o knjigi in nam jo predstavi svoje delo. Miško pa mi bo zastavljal tehtna in težka vprašanja, vsaj, da se bo razvila burna debata. Preden pa ima čisto predam besedo, sem hotel samo nekaj besed še sam reči o knjigi. Lahko seveda zaslutimo že iz naslova, da se predvsem se ukvarja s futurizmom in konstruktivizmom, pri tem pa analizira nekatere zelo specifične, vsekakor zelo zanimive fenomene. Enega od teh bi rad še posebej izpostavil, to je motiv kroga s klinom, ki se pojavlja na znamenitem delu Ela Lisickega, Bibele z rdečim klinom. Aleš zasleduje v svoji knjigi to pojavljanje tega motiva ne samo v avantgardah, ampak tudi v avantgardah poznejših obdobij. Pri več sovjetskih umetnikih v 80-ih letih 20. stoletja in celo na Kitajskem. In ta motiv se je znašel tudi na naslovnici naše knjige, oblikoval je Ajdin Bašič, ki je, jaz mislim, da precej domiselno uporabil ta motiv, da je nekako združil recimo naslovine avtorja v nek izdelek, ki v končni obliki tako formalno kot vsebinsko izraža vsaj en vidik avantgarde. Hotel sem reči pa še eno specifično stvar, ki je bila meni osebno pomembna, ko sem to knjigo bral. Imel sem nam prišel čas, da sem jo urejal. Meni je bila ena najbolj zanimivih plati vprašanje avantgard v postsocialističnem svetu. Vključil sem ga Slovenijo, ker se mi zdi, da so v vsem tem svetu imeli avantgarde, oziroma so imeli avantgarde pred padcem Berlinskega zidu in neposredno po njem neko izjemno produktivno obdobje in si po tipologiji Aleša Erjavca vsekakor zaslužijo neko specifično obravnavo. Enkrat ne pravi avantgarde tretje generacije, drugi so postsocialistične avantgarde, vsekakor pa imajo neko pomembno vlogo. Mislim, jih moramo obravnavati ločeno in vsekakor so vsaj za naše območje izjemno zanimive. Toliko sem hotel samo jaz izreči, mogoče samo še privatno čisto povedati, da mi je bilo dejansko veselje to knjigo brati in z Alešem sodelovati. Izkazalo se je, da je Aleš zelo nezahteven avtor. Večino predlogov, ki sem jih jaz dal, je sprejel, pri tistih, pri katerih je vztrajal, da so ustrajali do kraja. Tako da moram priznati, da mi je bilo to zelo dobra izkušnja. Nekoliko formalno sem ga hotel vse še predstaviti, čeprav je avtor, ki seveda neke posebne predstavitve ne potrebuje, dela kot znanstveni sodelavec v tej stavbi, kot na Filozofskem inštitutu ZRC-ja in kot redni profesor za estetiko na Univerzi v Ljubljani. Sicer je pa avtor številnih in urednik številnih knjig, med katerimi bi rad omenil 3. Ideologija in umetnost modernizma iz leta 1988, se pravi ravno iz obdobja, ki je eno od ključnih obdobij, ki jih današnja knjiga obravnava. Potem pa še 2 zbornika, ki jo je uredil. Postmodernism and the Post-Socialist Condition, ki je izšla pri tiskarni Kalifornijske univerze, Aesthetic Revolutions and 20th Century Avantgarde Movements, ki je v letu 2015 izšla pri Duke University Press. Mislim, da zakaj ravno ta 3 dela izpostavljam, zato ker se mi zdi, da se ravno njih kaže neka najbolj logična rdeča linija, ki vodi do današnjega dela, do knjige, ki je tukaj pred nami.
ki smo jo postavili na sredo mize, ki si zasluži vso našo današnjo pozornost in ki jo je danes mogoče celo dobiti z 20% popustom. Aleš, toliko sem jaz hotel mogoče povedati, zdaj bi pa tebi predal besedo. Slišimo? Ja, vsi lepo pozdravljeni. Najprej bi se zahvalil Gregorju za vso to, da ne rečem, pomoč, podporo, sodelovanje. Jaz sem včasih bil tudi najmanj naporen, včasih, ko so za termine, ampak tako, ko sem že preizkušen avtor, da vem, termini so vedno problem. Tako da ne bi bo to upravičilo, ampak na koncu je tako se dobro iztek. Zahvalil bi se tudi sami založbi Maska in vsem ljudem, ki so pri tem sodelovali, se pravi, ki so prispevali temu, da je ta knjiga zagledala luč dneva, ko se temu reče. Ta knjiga je na nek način, tako jaz vse razumem, kot pa so pa nekaj tazga hodsmeč umestnega. Je po eni strani zaključeno delo, po drugi strani je sestavljeno iz nekih fragmentov ali pa iz nekih tem, ki skupaj tvorijo eno tako provizorično celoto. To ni neko zaključeno delo, kot je mogoče recimo ta knjiga, ki je Gregor omenil, ki je šla v Berkeley leta 2003, Postmodernism and the Post-Social Scottish, je dosti bolj fragmentarna in mislim, da se tudi pozna, ne vem, če je to slabo ali če je to dobro. Ne se zdi, da je to dobro, ko bo drugi dom se pa najbolj pozdel, da je to slabo. No, kakorkoli, to je neka knjiga, kjer sem se jaz sam lotil neke tematike, ki jo pravzaprav nisem kaj prav dobro poznal. V slovenskem prostoru namreč, to je sajmo, to je moje mnenje, da pravim, da se morate z njim strinjati. V slovenskem prostoru se mi zdi, da je zlasti od te, če zdaj prihodimo tako na ruski primer, na ruski konstruktivizem, mi v glavnem poznamo Maleviča in poznamo ta njegov supremacizem in konstruktivizem nastopa kot neke vrste paralela temu. Pa ni, stvar je bolj zapletena. Dej ne bi čečil na te razlagati zapletenosti, ker je preveč zapletena, da bi to uspel tukaj razložiti. Ampak rekel bi takole, da konstruktivizem, se pravi Ročenko in tako naprej, konstruktivizem je bil tisti, ki predstavlja estetske avantgarde, kot jih jaz imenujem. V tej knjigi, ki je šla leta 2015 pri Duke University Press. Se pravi, to so te ekstremne, radikalne avantgarde, ki jih dosegajo do skrajne možne meje v življenje, prestopajo iz polja umetnosti. Tako da ta linija, se pravi Ročenko in tako naprej, je pravzaprav nekaj, ker v Sloveniji, saj spravi, koliko jaz vem, ni kaj posebej poznano. Za razliko od že omenjenega Maleviča, ki je zlasti prek Dragana Živadinova, pa ne samo njega, vstopil v ta slovenski prostor in pravzaprav njem še kar na nek način živi. To je tudi razumljivo, da je temu tako. Zakaj? Ker konstruktivizem je nastal v nekih specialnih, izjemnih razmerah, se pravi razmerah tega zmagovite bolševistične revolucije in je hotel pravzaprav ponuditi neko alternativo v tedanji buržoazni umetnosti. Tukaj ni šlo več samo za enostavne stvari, bom rekel, tukaj ni šlo za hec, tukaj je šlo zelo za res. In ta boj, ki temu predvsej piše tudi izraz, ta boj, ki je potekal potem med temi različnimi tokovi v Rusiji, med temi različnimi tokovi, kar se tiče vpliva na oblast, to so velike stvari, ki so bilo vse drugo kot lepe. In na srečo so se končale tako, kot so se končale. Se pravi, z večjo mero nasilja, kot je bilo, najprej sem skratka, najprej bi lahko človek mislil, da bo veliko več tega nasilja, kot da bi te dejansko bilo. No, kakorkoli, tudi taka točka, ki obravnava v tej knjigi, je italijanski porturizem. Mislim, da sem jaz nekako po naključju en redkih avtorjev, če ne mogoče nisem edini. Vera Troha je bila avtorica, ki je pisala tudi o turizmu, da so obsežno, pa še nekateri drugi.
Ampak mislim, da v italijanskem futurizmu je nas kaj prav zelo veliko ni bilo napisanega. To je cela vrsta razlogov. Eden od razlogov je razlog, ki ga najdemo tudi pri zahodnih piscih. In to je vsi, ali velika večina teh piscev je povezovala futurizem z fašizmom. To sem tudi jaz delal dolgo časa. Nekaj sem odkril s pomočjo zlasti ameriških in britanskih, angliških avtorjev, da je pravzaprav to nekaj mene zmotno. Da je pravzaprav ta odnos bil dosti bolj kompleksen, kot pa se zdi na prvi pogled. Kompleksen v čem? Ja, kompleksen v tem, da so pravzaprav tudi futuristi predstavljali neko zelo heterogeno telo. Futuristi so kot usmeritev, govorili o obdobju po presipazivani, so kot usmeritev zastopali različne politične stališča. Od anarhizma do socializma, komunizma in fašizma. In seveda je v 30 letih je to postalo še bolj razvejeno, še bolj prepleteno, še bolj različno. To je potem neka situacija, ki se ponovi, ki jo najdemo to situacijo najdemo v 30 letih in takrat se potem tudi formira neko stališče, da je pač futurizem v veliki meri povezan s fašizmom, čim se v identičen z njim. No in kot rečeno, potem se izkaže, da to ni tako. Izkaže se, na primer, da je italijanska fašistična oblast Marinettija zasledovala, mu prisluškovala in tako dalje. Se pravi, ni bilo ta odnos takojno z našega, da se mogoče ne. Potem je tukaj še en del v tej knjigi, to je drugi del, kjer govorimo, se pravi, prvi del govorimo o teh radikalnih estetskih avantgardah, zlasti futurizem in pa konstruktivizem. V drugem delu je pa potem govor o umetnosti vzhodne Evrope ali bivših socialističnih držav v evropskem prostoru. Tam je to poglavje, dve poglavje so to v ta okvir. Moram reči, da sem nadal kar nekako ponosen, zlasti na eno od njih, ko govorim o tem prepoznavanju umetnosti v vzhodni Evropi. In mislim, da so tam nekaj teze, ki ne bom rekel, da so ravno briljantne, ampak morda na meji tega, no. Kje so se. Skratka, so na nek način so obdelane na način, ki pri nas še ni bil obdelan in ponujajo neke rešitve, ki mislim, da so boljše od tistih rešitev, ki so me doslej ponujene. Zakaj gre zlasti? No, gre za to, da v enem delu teh poglavij govorimo o tem, kako pravzaprav, kaj se pravzaprav dogajalo za teorijo v teh vzhodnoevropskih deželah po padcu Berlinskega zidu. Kaj se zgodi? Zgodi se to, da je vskočila antropologija in vskočila je noter vskočili so postkolonialni študiji. To je bila zlasti neka tendencija, ki je bila še močna v Srbiji nekaj časa. Mislim, da se je izkazalo, da to ni upravičeno in da to tudi ne pomenuje nobene posebne rešitve. In jaz pišem zdaj o tem, kaj tiste rešitve so, tako da vzemite knjigo, ko to preberete, da boste videli, kaj se pri tem predstavlja. In na tej točki bi jaz, kar se tiče te predstavitve, zaključil, in rekel bi mogoče samo še to, da tisto, kar je zdaj v nastajanju, so nekatere te knjige v prevodu v različne tuje jezike, zlasti kitajščine. In drugo, kar trenutno počnem, je to, da z parimi sodelavci, jih je tukaj en Ženko, pripravljam zbornik, ki obravnava Kitajsko. In sicer obravnava Kitajsko v luči Kitajske, kako bi temu rekel, kitajskega uveljavljanja na področju humanistike v svetu. Mi vemo, da Kitajska je zelo ekonomsko močna dežela, hkrati vemo tudi to, da kar se tiče humanistike, družboslovja in znanosti, bom rekel humanistike in družboslovja, je to neka četrtorazredna velesila, kakorkoli pač. In Kitajci se zdaj trudijo nekako prebiti ta zid in na nek način tudi sebe uveljaviti na tem mednarodnem prostoru. In mi iz Slovenije jim skušamo pri tem pomagati. Ponuditi know-how, da tako rečem. Tako da to je ena takih stvari. En del
nekaj teh tekstov, teh člankov je šlo v tej reviji, ki jo v Beogradu, nekaj bo pa zdaj šlo v prihodnje številki filozofskega listnika. In potem se stvar še širi naprej na Kitajsko. In tem pa več zdaj drugič. Toliko zdaj. Aleš, hvala za predstavitev. Aleš je seveda znan kot eden od teh, ki zelo pogosto potujejo na Kitajsko, ki dejansko je dolga leta goji tesne stike z Kitajsko, v tem smislu se mi zdi, da je to še en aspekt dela, ki ga je vsekakor vredno podčrtati. Hotel sem dodati še eno stvar, ki mi je prej ušla, in sicer, da je knjiga opremljena tudi z precej veliko, mislim, kar dosti slikovnega materiala, tako da je tudi z tega vidika zelo bogato delo. Vidimo tudi Dragana Živedinova, ki je bil omenjen, ki ima jutri, če ima prav v petek, jutri ima premiero nekih dogodkov, ki so povezani z drugo svetovno vojno, kakorkoli, tudi njega vidimo v vlogi, ki si jo tudi pravkar omenil. Dobro, zdaj pa prehajamo na ta naš drugi del in bom predal besedo gostu Mišku Šovakoviču. Pa še prej nekaj besed o njem, tudi njega seveda v našem prostoru, jasno, ni treba ne vem koliko posebej izpostavljati, poudarjati, ker je tukaj zelo pogosto gost, pogost domačin bi celo lahko pravzaprav rekel. Bliski stranac, tako. Sicer je redni profesor na Fakulteti za medije in komunikacije v Beogradu in na Alma Mater Europaea Institutum Studiorum Humanitatis, tudi njim se moramo zahvaliti, da ga danes lahko tukaj gostimo. Je predsednik Društva za estetiko, arhitekture in vizualnih umetnosti Srbije. Je avtor in urednik več 10 knjig. V njih se med drugim posveča tudi nekaterim slovenskim avtoricam in avtorjem. Tudi pri predstavitvi pri izboru njegovega številnega opusa se bom omejil samo na 3 dela, samo na 3 knjige, ki so po mojem še posebej zanimive za današnjo diskusijo. To je knjiga Skrite zgodovine skupine Oho, ki je šla leta 2009 in če sem te pravilno razumel, Miško, da si ravno to knjigo danes dajel študentom. Da, tu knjigu danas ima priliku da podijelim studentima. Englesko izdanje je davno rasprodato, a slovensko izdanje je ostalo sačuvano u magazinima izdavača i zapravo danas smo imali priliku da podijelimo studentima, dođemo i da čitali. Super. Pa še 2 publikacije, preden ti dokončno predam besedo, bi rad izpostavil Surplus Life, The Philosophy of Contemporary Transitional Art and Form of Life, v katerem se ukvarja z delom Polone Tratnik, in pa zadnjo knjigo New Aesthetic Theory, ki je šla v Dunajski založbi natančno pred letom dni in kjer umetnost 20. in 21. stoletja razume skozi načelo permanentnega stanja izrednih razmer. Toliko predstavitev Miška Šovakoviča, ki bo zdaj prevzel to čast, da bo postavil nekaj tehtnih in težkih vprašanj. Izvoli, Miško. Evo, pre svega želim da vas pozdravim, da mi je drago da učestvujem u promociji Aleševe knjige, da sam posle dugo mi se nije desilo da čitavi godinu dana nisam bio u Ljubljani. Ranije sam bio mnogo češće, vratno stvar godina, a zapravo to je bio jedan izazov da prođem ponovo kroz Aleševe tekstove, da ponovo pogledam Maskina izdanja koje imaju tu jednu vrstu provokativnosti i izazova u savremenoj, kako izvođačkim umetnostima, ali sve više i u polju nekakvog šireg humanističkog diskursa koji je u ovom trenutku napadnut na ovoj planeti, ne od vanzemaljaca, nego u domaćim građanskim ratovima. Tako da je to nešto što je bio poseban izazov za moj pristup radi čitanja. Ali što se posebno zahvaljujem na prilici da budem sagovornik i moje izlaganje će biti iz 2 dela. Jedan del će biti veoma kratak, da dam na neki način moje viđenje Aleševog dela i odnosa prema u ovoj knjizi i drugo će biti jedan broj kratkih pitanja koje su vezane upravo za ovu knjigu ili za njegove pristupe i teorije avantgarde. Aleš Erjevca sam moram priznati kao jedan drugi broj slovenskih autora pročito od najranijih spisa.
kad su bili mladići, kad su otkrivali veliku francusku, veliku američku, anglosaksonsku teoriju, bili fascinirani Althusserom, bili ideološkom analizom, problemom politizacije umetnosti i to je nešto što je bio prvi korak ili moja prva relacija sa Alešem koji je zapravo doveo to pitanje heteronomije, a to znači pitanje razumevanja funkcija i funkcionalnih uloga i antagonizama u kojima se umetnost pojavlja u savremenom svetu. To je nešto što je od početka, od njegove knjige o ideologiji i modernizmu, koja je, mislim, bila i doktorska disertacija, do ove knjige o avangardi bila konstanta njegovog rada kao takvog. Druga važna instanca koja mislim da je bitna za svakog čitaoca, da je Aleš deo one generacije koja je napravila takozvani estetski obrt. Taj problem obrta, trans, je nešto što određuje naše vreme. Medijski obrt, kulturalni obrt, politički obrt, performativni obrt, rasni obrt, biopolitički, nekropolitički i među tim brojnim obrtima postoji estetički obrt. Zašto? U vremenu kad smo Aleš i ja, koji smo relativno bliska generacija, bili studenti, estetika je izgledala mrtva disciplina. Izgledala je disciplina koja više nema ništa da kaže o svetu. Jedan strašni nemački estetičar Hartmann koji je rekao: ja pišem knjigu ne za umetnika ili uživaoca umetnosti, već za drugog filozofa koji ne mora ništa znati o umetnosti. I tada je izgledalo da je cijela stvar na dnu. Međutim, ono što se desilo, i Aleš je tu odigrao jednu, ne samo na slovenskoj razini, već na nekoj internacionalnoj razini kroz estetsko internacionalno društvo, kroz saradnju sa autorima iz Sjedinjenih država, sa autorima iz Kine, bitnu ulogu, jeste ponovni interes za estetiku. Šta bi estetika bila u vremenu u kome živimo? Danas to više nije striktno ime za filozofsku disciplinu, već jedan krovni termin, kišobran, koji obuhvata različite diskurse koji interpretiraju složeno polje dispozitiva, diskursa, čulnih i konceptualnih, političkih i umetničkih pojava i događaja. I to je nešto što je taj ključni veliki doprinos. Ja mislim da je Aleševo delo u celini, barem negde od sredine 80. godina do danas, označava tu vrstu obrta gde estetika postaje ponovo živahna, važna, aktivna i kritična dama, rekli bi stvari estetičari, a danas bi rekli aktivistkinja. Drugim rečima, estetika postaje novi, važan subjekt koji možemo da testiramo svet u kome živimo. Knjiga o estetici avangardnih heteronomije je na neki način sintetički pogled, ili možda bi tačnije se reklo mapa Aleševih interesovanja za pojave avangarde i razvijanje njegove posebne, ekskluzivne pozicije. Jer, na primjer, neko, kao bilo koji učenjak koji se bavi avangardom, ja bi se sukobio s njim oko futurizma, prozvao bi ga zašto ne piše o Dadi, i tu bi mogla da se vodi nova, treća, četvrta knjiga. Međutim, on je tu razvio jedan poseban pogled o kome treba voditi kritičan i analitičan pristup. On je postavio pitanje uloge političkog projekta ili onoga što je u svojoj zbirci tekstova nazvanoj estetske revolucije kazao: avangardnim estetskim revolucijama prihvatam umetničke prakse koje imaju ideju promene, transformacije sveta kao takvu. I to je ona dimenzija koja je prožeta kroz ovu knjigu. Od futurizma koji je prošao od levog raspona do fašističkog, do nekog trećeg za koji se Aleš zalaže, do njegove recepcije u domaćoj kulturi, što je jedan važnih dimenzija, do sovjetske avangarde i onog veoma bitnog razlike između avangarde i kulturalne revolucije koja se desila paralelno sovjetskoj avangardi, do vremena u kome mi živimo, koje možda biste vi teže priznali ovde u Sloveniji, ali još postoji, to je postsocijalistička tranzicija. I to je nešto o čemu je Aleš postavio i dao veliki doprinos, da zapravo postsocijalistički, tranzicijski, u vremenu kad je nastajala ta njegova knjiga objavljena u California University Pressu bilo važno, zapravo postmoderni, danas bi svi izbjegli termin postmoderna i rekli zapravo
promjena, globalna promjena sveta, na koji način se političke strategije odigravaju. Eto, čim spomenete ko socijalizam, neka eksplozija. Drugim rečima, ova knjiga jeste izazov za čitanje jer daje jedan novi, drugačiji pristup koji s jedne strane nije samo teorija avangarde, već jeste i unutrašnja transformacija estetike u odnosu na avangardu i netipične estetička polja istraživanja. To je bila ova kratka beseda o Aleševom doprinosu, zaista estetičkom obrtu koji je važan i koji treba izučavati mnogo detaljnije nego što sam ja u pogovoru ove knjige izrekao i napisao. Sad bih iskoristio priliku da ga pitam nekoliko veoma kratkih pitanja, da ga prozovem. I prvo pitanje bi bilo zapravo kantovsko pitanje. Šta je Aleš, ali što kraće da odgovori, ovom knjigom hteo da poruči čovečanstvu? A njegovo čovečanstvo su njegovi građani Ljubljane i ostatak sveta koji se naziva Kina. Ja, hvala lepo, Miško, za ta uvod najprej in za to vprašanje seveda. Rekel bi takole, no, jaz sem to knjigo najprej si zamislil predvsem drugače. To je zdaj ta ozadje nastajanja te knjige, o čem bom zdaj govoril. Sicer sem se jo zamislil kot neko študijo o teh estetskih avantgardah, ampak potem, ko sem to zadeval, ko sem pisal ta poglavje, ko sem pisal posamezne dele te knjige, se mi izkazalo, da je enostavno, da še nisem pripravljen na to. Da bi taka knjiga zahtevala naslednjih 5 let študija in toliko časa nisem hotel čakati. Zato sem jo potem prevedel iz angleščine nazaj v slovenščino in to je zdaj ta oblika, v kateri se je pojavila. Tako da to je, tako bom rekel, namen, zakaj sem želel, da se to pojavi v slovenščini, je ta, ki sem ga prej že omenil, da se mi zdi, da v slovenskem prostoru ta tematika enostavno ni poznana. Ni poznana dovolj ali ni poznana veliko. To je en aspekt tega. Kar se tiče pa mednarodnega prostora, ta knjiga seveda ne bo delovala mednarodno, ker je v slovenščini. Mislim, da je sicer potrebno, da slovenski intelektualci se potrudimo tudi takrat, kadar mogoče ni največ od tega in včasih objavimo kakšno knjigo, pustimo zdaj postane članke, kakšno knjigo v slovenščini, ker s tem enostavno se krepi jezik in še marsikaj drugega, kar je s tem povezano. In pač to je naša kultura in v tej kulturi živimo in v tem jeziku živimo in se mi zdi, da moramo to spoštovati in moramo te stvari nekako ustrajati pri njih. Zdaj, ko gre za mednarodni prostor, se mi zdi, da tista knjiga, ki ima nek učinek v mednarodnem prostoru, je tista prva. Oziroma, da je tista knjiga, ki je šla pred to, se pravi ta knjiga, ki je šla pred Duke University Press, ki je napisana, ki je išla v angleščini, zdaj je šla v kitajščini, šla je v srbščini, se pravi ima nek tudi mednarodni, ne angliški, lahko ima nek mednarodni, ne angliški odziv. Kaj se hotel s tem sporočiti? Hotel se sporočiti v prvi vrsti tisto, kar je mislim, da Gregor na začetku omenil. Kaj je bil moj namen od samega začetka ukvarjanja z avantgardami? Ne, od samega začetka, recimo takrat, ko sem začel proučevati te avantgarde, te generacije. Izkazalo se mi je, da je to pravzaprav nek nov pojav. In če bi za kakšno hipotezo lahko rekel, da se jo nekaj lastim, je to hipoteza o teh 3 generacijah avantgard. Zdaj, jaz ne mislim, da je ta teorija ali ta hipoteza že zelo globalno uveljavljena, jo pa najdemo bolj ali manj že v določenih točkah na svetu in upam, da se bo razširila tudi še v prihodnosti, ker mislim, da dejansko stoji. Mislim, da dejansko odraža neko resnico, ki sem jaz bolj ali manj po naključju, kot razložim v tej knjigi, tudi mislim, da je to poglavju odkrito in potem delal na njej in se skazala, da je utemeljena. Mogoče celo bolj, kot sem se sam na začetku predstavljal. Toliko za odgovor. Super, hvala.
Drugo pitanje bi bilo vezano zapravo za poređenje dve tvoje knjige. Jedna od tvojih prvih knjiga je bila i Modernizam i ideologija, koja se na neki način bila tvoj začetak kroz doktorski rad, ali je i fundirala taj odnos futurizam, avangarda, modernizam, socijalizam, slovenska kultura i internacionalna kultura. Ali ima ta konstrukcija između modernosti i ideologije. Ova knjiga sada ima konstrukciju avangarda i heteronomije. Koja je u toj kombinatorici za tebe bitan odnos i razlika modernizam i avangarda? Jaz si avangardo predstavljam, ali jo razumem, na nek način, tako kot jo razloži Karinesko. Avangarda je tista vzpost, spearhead modernosti. Se pravi, avangarda je neka skrajna oblika modernizma. Tako čisto kratko. Znači i heteronomija i ideologija su u stvari konstituenti tog modernističkog preloma. Tako. Super, hvala. Ti imaš u jednom eseju u kome raspravljaš tri estetike, zapravo govoriš o tri osobe koje je teško zajednički povezati pod imenom estetike. To je Terry Smith, umetnik i teoretičar i istoričar umetnosti, to je Nicolas Bourriaud, pre svega kustos i teoretičar umetnosti, i Jacques Rancière, filozof i estetičar. I zapravo da li taj izbor, tri različita profesionalna teorijska profila zapravo govori o toj promeni prirode estetike danas? Da, mislim da. Tako bom rekel, kot si samo omenil v tem prejšnjem uvodu nekaj 10 minut nazaj, jaz si govoril o tem, kako pravzaprav kako sem se jaz začel, ne samo jaz, moji kolegi seveda, kako smo se ukvarjali z estetiko in ki smo jo razumeli zlasti kot filozofijo umetnosti. In mislim, da na tem primeru tukaj gre za nekaj podobnega. Da gre enostavno za, da danes podobno, ali pa še vedno razumemo estetiko kot filozofijo umetnosti in da bo to funkcijo ohranila tudi še precej časa v prihodnosti. Ali da li mi možemo jednog kustosa, sad ja karikiram ova stvar, kako je Nicolas Bourriaud, postaviti kao estetičar? Ili je to promjena u Bourriaudu ili je to promjena u estetici? Recimo, da sem se vzel to svobodo. Ja. Jaz ne pravim, da je to, je ta opredelitev Bourriauda, Rancièra in tako naprej, da je to neka 100% stoječa. Da imam zelo močne argumente za to, ampak tisto, kar je bilo meni tudi pomembno, je to, da so tukaj filozofi, ki vzpostavljajo odnos do umetnosti. Ki tukaj se ne ukvarjajo samo z estetskimi teorijami, niti se ne ukvarjajo samo z umetniško kritiko, ampak skušajo konceptualizirati oboje. Eni bolj, eni slab, boljše, eni slabše. Recimo, Bourriaud je zelo šibek v tem svojim teorijskim pristopom. Ampak pač je. Včasih so šibke teorije zelo vplivne. Bourriaud je gotovo, njegova teorija je gotovo vplivna, nima pa ne vem kako velikih močnih temeljev, kot je pa recimo Rancière. Ampak to pač, jaz sem te izbral in ne vem, če bi znašel druge, to mogoče ni našel kakšno podobno. Ampak tudi tisti bi imeli nekaj manjka, neka pomočnost. Da, meni, mislim, kad se govori o stanju savremene estetike, na primjer, Rancière isto je jedan autor. Za mene je Rancière jako težak autor. Pogotovo njegov povratak tradiciji filozofije do Platona i nazad. A s druge strane, mene je šokiralo, evo ovdje su ljudi iz Baske, kad sam shvatio da Rancièra čitaju koreografi i plesni igrači. Da zapravo on doživljava jednu vrstu prenosa koji ide zapravo iz filozofskog konteksta koji je njegov bazični u jedan konkretni svet umetnosti koji čak ekskluzivno je svet u kome teorija nije direktno prisutna. S druge strane, sa Nicolom Bourriaudom, koji je, može se čitati kao brendolog, on proizvodi nekoliko brendova o estetskoj relaciji, o postobjektnom, postprodukcionom i tako dalje, on zapravo počinje da ima upliv na teoriju i filozofiju.
Da li su ta kretanja zapravo nešto što određuje prirodu estetičke teorije danas? Sad ne prav. Zavisi. Od slučaja do slučaja. Mislim, ne moramo potegati nekih... Generalnu priču. No. Jedan od važnih pojmova kojim se ti baviš ovdje jeste pitanje postsocijalizma. To je i vezano i za knjigu Post-Socialist Condition. I to jeste ono pitanje gdje zapravo reaktualizuješ i transformišeš pojam postmoderne u odnosu na istočnu ili nekad istočnu Evropu. Kako bi nam ukratko objasnio taj interes za postsocijalizam i šta je zapravo postsocijalizam? Da ne budem na kraju provokativan, da pitamo da li postsocijalizam je danas slovensko stanje? Hvala. Ja bih rekel takole, da postsocijalizam je tisto, kot tudi razumem na tej knjigi iz Pripelja. Postsocijalizam jaz razumem kot neko stanje prehoda. Kot tistega, kar prihaja še ni, in tisto, kar je bilo, tega več ni razen v neki v določeni meri. In izhodišče tukaj je bil zelo konzultar. S tem, da sem na začetku, ko sem to knjigo začel pisati, in tudi pripravljati. Tudi recimo tam nekje leta 98, nekaj takega. Takrat sem bil pripričan, da je ta postsocijalizem, tega je veliko časa že preteklo, 20 let. Sem bil pripričan, da ta pojem postsocijalizma nekaj dosti, nek termin, ki je redko kdaj uporabljen. Nekaj šel pa nekaj let in je padlo na 200 naslovov. In sem si rekel, če je 200 naslovov ven padlo, takrat računalniško, internet še ni bil toliko razvit kot danes. Toliko ljudi niso ukvarjali s to tematiko. Sem si rekel, če je 200 ljudi se ukvarjali z postsocializmom, kakorkoli se gre razumeti, pomeni, da naredimo nekaj verjetno. Čeprav oni morda tega ne vedo, čeprav se morda vsi tega zavedel, je to nek pojem, ki je v zraku, ki je del nekega zeitgeista. In potem se to zadevo vpeljalo naprej in seveda ljudje razumemo to na ta postsocializem na različne načine, pa se pravim, jaz ga razumem na ta način in ga še vedno razumem na ta način. In zdaj je težko, jaz mislim, da Slovenija, tukaj se stavo, da bom strinjal, delno. Jaz mislim, da Slovenija danes ni več v postsocializmu. Mislim, da so se te nove postsocialistične družbene strukture, navade, življenje, družba in tako naprej, družbena totaliteta, da so se že tako izoblikovale, da imajo zelo malo povezave z preteklostjo. Seveda jo še imajo. Samo mislim, da je ta navezava na sedanjost in bližnjo preteklost veliko močnejša kot pa tista na predpreteklost. Hvala. Onda još jedno pitanje koje bi meni bilo, i to jeste jedno od velikih tema ove knjige, to je pitanje sovjetskog konstruktivizma. Ti ga razmatraš kao umetnički eksperiment, vezan za kulturnu revoluciju koja je tu bliska. Imaš jedno poglavlje o modi konstruktivističkoj. Meni je uvek u modi zanimljivo da pričam s Alešom, Aleš je uvek elegantan, ja sam uvek alfa-drap. A jednom smo bili na jednom kongresu gdje je Aleš bio zapanjen, ja sam svaki dan dolazio u istoj majici. I on me je pitao da li dolaziš u istoj majici. Ja sam počeo da mu objašnjam da imam 3 iste majice, a njemu nije bilo jasno kako neko može da kupi 3 identične iste majice. A to je zapravo jedno pitanje. I onda kada sam se čitao tekst o konstruktivizmu i odevanju, ja sam se setio zapravo ovog našeg razgovora i suočenja sa modom. Zašto si zapravo izdao problem fashion? Zašto si izdao način odevanja konstruktivističkih umetnika i čemu to doprinosi? Kakav je taj odnos prema razumevanju konstruktivizma kao velike umetničke paradigme sovjetskog revolucionarnog doba? Naključje, odgovor mi je bil naključje. Po naključju sem se te tematike lotil in si prišlo se sledeče, da v Hangzhouju na Kitajskem so pripravljali neko konferenco o modi. In to je bila prva konferenca, to je bilo lansko leto, spomladi, poleti, to je bila prva konferenca, ki so jo sploh kdajkoli doslej na tej univerzi imeli o modi. In so mi prosili, če bi pripravili neko modno predavanje.
In kaj si pa tudi drugega, začeti študirati modo. Ne to je zelo obsežno, ne zelo temeljito, ne poglobljeno, ampak do neke mere. In človek odkrije, ko študira nekaj stvari, ne da bi njih kar po nas ta spil, vedno odkrije lahko, ne vedno, zelo pogosto odkrije neke nenavadne, nepričakovane zadeve. In to se je zgodilo meni tukaj, ker ko sem začel študirati te stvari v modi, sem po naključju dobil referenca na nek članek o povezavi futuristične mode in pa konstruktivistične. In to je bilo potem začetek oziroma izhodišče tega članka, ki bi ga enkrat razvil v knjigo. A kakav bi ti napravio odnos u razlici na nošenje odeće kod Rodčenka s njegovom radničkom odećom i kod Živadinova sa njegovom retro odećom? Jaz mislim, da te stvari pri njih nisu tako zelo pomembne. Jesu one kulturalna mitologija ili u jednom slučaju reč o revolucionarnoj ideologiji novog čoveka, da citiramo Trotskog, a u drugom slučaju odustajanju novog čoveka i rad sa stilom, mitskom strukturom? Mislim, da ga baš za to, ja. I još jedno pitanje za kraj koje mislim da bi meni bilo važno. Kad bi išao na pusto ostrvo i morao da poneseš sa sobom jednog estetičara, koga bi poveo za čitanje i poneo za čitanje sa sobom i ko bi bio to mesto koje bi bio odskočna daska za tvoja sledeća istraživanja? Ranzijer je opet savladan. Zato, da bi odgovoril na to vprašanje, bi najprej moraš na nek drug avtor. Važi, onda sledeći razgovor nastavljamo na nekom otoku. Hvala. Dobro, hvala obema za ta zelo zanimiv pogovor. Jaz bi zdaj na tej točki kar odprl vprašanja tudi za publiko. Tako da kdor ima že kakšno vprašanje pripravljeno, ko se držimo načela dvigovanja rok, pa ustreli. Sicer ne vas še v tem času ne vas še enkrat opozorim, da je knjiga danes na voljo z 20% popustom, tam je pri gospodu, še ene druge Aleševe knjige, če prav vidim, so na voljo s popustom. Zahvalil bi se tudi knjigarni Azil, ki je sodelovala pri organizaciji tega dogodka. In ja, če ni nobenih drugih vprašanj, še iz publike, vsaj ne ta hip, bi jaz mogoče začel z enim vprašanjem. Všeč mi je bila vajna debata glede razmerja med modernizmom in avantgardo. In avantgardo kot nekim vrhom tega vprašanja. V tem smislu se mi je zastavilo naslednje vprašanje, odkole bi ga nekako formuliral. A je danes ali pa v bližnji prihodnosti še mogoče avantgarda? A je še mogoče modernizem? Glede na to, da so ta obdobja, o katerih govoriš, bila v resnici obdobja nekih zelo pomembnih in velikih družbenih sprememb. Sploh ta estetske avantgarde, kot jih imenuješ, tiste z začetka 20. stoletja, vemo, v kakšnem času so nastajali, v času v bistvu velikih vojn ali pa pričakovanja velikih vojn. Zdaj, na nek način, če pogledamo vse možne dogodke po svetu, se mi zdi, da se ravno tako pripravlja ena res velika vojna. Mogoče je to samo moj paranoični občutek, mogoče preveč berem tweete Donalda Trumpa, ne vem, ampak imam občutek, da se pripravlja vsaj vojna z Rusijo. Hočem reči, a je v današnjem kontekstu možna neka nova avantgarda? Če spremljamo tvojo tezo, da je tudi avantgarda tretje generacije pravzaprav omejena na 80-90 leta 20. stoletja, skratka, a je v 21. stoletju možna neka četrta generacija? Ja, seveda. Če je možna? Ja, je možna. Tako bi rekel, da še me ne stane, če to rečem. Šalim se. Mislim, da je možna, ja. Samo moramo se zavedati seveda, da od teh zgodnjih avantgard, še iz 19. stoletja, do danes so te avantgarde postali nekaj bistveno drugačne. Tako da treba bi bilo nekako
ujeti, določiti, kaj pa tista esenca te avantgardnosti. V zadnjih 20-30 letih je pa teh razlag že cela vrsta. Tako da jaz bi to zadevo pustil odprto, ampak ja, mislim, da je to možno. Mislim, da je to možno. Morda je možno, da v točkah in v mestih, ki jih danes ne predvidevamo. Se pravi, možno, da se to dogaja tam, kjer ne iščemo avantgarde. In da se bomo potem z, ne vem, da bom zdaj preveč tako šarlatansko tukaj skušal določiti, kaj bo v prihodnosti, ne? Ja, mislim, da je možno. Lep pozdrav. Eno vprašanje, kam bi umestili Hrebnikov? Drugo vprašanje, ali je, kako gledate, ali avantgarde transformirajo družbo v stanje, ko družba sama sebe ne vidi, ali izhaja namreč iz ene tako domene, ki mu je ljuba, da je umetnost samo eno od sredstv gledanja na svet. To se pravi, eno od sredstv, v katerem se ne zavedamo, da pravzaprav skozi soaktivnost vseh perceptivnih možnosti v bistvu si razlagamo svet, da je to pač umetnost v nekem trenutku s tem sporočilno ali nesporočilno bolj jasno, da je to samo eden od načinov gledanja na svet. In kaj pomeni v tem trenutku, a svet še vidimo danes, ali ga ne vidimo več? Si v košu vprašanje, ne? V en koš. Ja, bom jaz potem, bom skušal biti čim hitrejši. Kar se tiče Hrebnikova, ja, to sodi v isti kontekst, kot sodi suprematizem in tako naprej. To je točka, to je eno vprašanje. Drugo vprašanje, kaj se dogaja z, kaj je drugo vprašanje? Ali avantgarde transformirajo svet, oziroma so gesta, izraza? Ja. Če transformirajo svet, jaz se zdaj prednedavno sem malo bolj intenzivno študiral anarhizem. Če beremo anarhistične avtorje, Proudhona, Kropotkina in tako naprej, bomo videli, da večina teh stvari, ki jih oni izražajo, so identične temu stvari, ki jih izražajo umetniki, zlasti avantgardisti. In rečeno je bilo, da anarhizem je sicer propadel, ampak med tem propadanjem je tako transformiral vse okrog sebe, da je pravzaprav ta njegov vpliv večji, kot bi si sploh lahko predstavljali. In mislim, da je to nekaj, da sem zelo drži, da se mi ne zavedamo, v kolikšni meri je pravzaprav anarhizem identičen ali pa podoben avantgardni umetnosti. Zgodnji, ne teh 60-ih, 70-ih ali pa 80-ih let, ampak tem iz 19. stoletja oziroma začetka 20. Če bomo šli brati turistični manifest od Marinetija, bomo videli pasaže, ki so kot ne bilo vzeti iz Sorela. Mislim, da vam težko predstavljamo, kakšno mesto je ta anarhizem v tistem času bil, ko je Kropotkin umrl in je bil pogreb v Moskvi, je na pogreb prišlo 500 milijona ljudi. 500 milijona ljudi, vključno z Leninom. Ampak potem v parih desetletjih anarhizem tako rekoč v celoti izgine. Ampak v začetku, v koncu 19. stoletja, je anarhizem tako rekoč paralela ali pa nekaj, kar je organsko povezano z avantgardami, z večino teh avantgard. Ne mislim s kubizmom, v vsakem primeru z temi avantgardami, ki nastanejo na jugu Evrope. To su zanimljiva pitanja, vi možda i oko Gregorovog pitanja neko par reči, da li je avangarda moguće danas. Pa ja mislim da je jedan od velikih teoretičara avangarde koji je pisao zapravo svoju teoriju avangarde, Peter Birger, strašno nemačko ime, zapravo napravio grešku kada je rekao da avangarda je samo replika avangarde. Jedan odgovor bi bio veoma demokratski i liberalan. A on glasi, svaka generacija ima pravo na avangardu,
A da li će je zarealizovati zavisi od društvenog antagonizma, da citiramo Šantovac, da pređe s liberalnom na marksističku poziciju. Ja mislim da je to važno. Svaka generacija mora da ima mogućnost. Šta će se desiti zavisi zapravo od društvenih konflikta. Hladnjikov. Ja moram priznati, meni je draži Kručonih. Hladnjikov je suviše talentovan za moje doživljaje umetnosti, Kručonih je suv, redukovan, glup na neki način, ali u tome fascinantan, jer je došao do te nulte tačke poezije kao tako. To bi bio moj odnos prema njima. A da li umetnost menja svet? Pa ima jedna priča jednog hrvatskog slikara savremenog, ja sam je malo preradio, koja otprilike kaže: umetnost, ona ne služi ničemu. Bez umetnošću ne možemo da lečimo ljude, ne možemo da vozimo automobile, ne možemo da hranimo decu. Umetnost zaista nema nikakvu korist. Umetnost je nešto što postoji, ali ne znamo šta s tim da radimo. Ali ako dođete u jedan nepoznati grad negde daleko od vašeg grada i pitate da li u ovom gradu ima umetnika, a građani vam kažu nema, znajte da ste stigli u pakao. Zapravo, veoma kantovski, beskorisnost umetnosti, a ovo je naravno karikirani Kant, jeste nešto što njoj daje moć. Što joj daje moć da ona učestvuje, saučestvuje. Ali umetnici i umetnost nije delo svetaca, mesija, proroka, njihove ruke nisu čiste. Svaki umetnik čeka da bude apropriisan od sistema i da pravi mesto za novu avangardu. Među vremenu živimo u ambulantama. Ambulanti nisu tako loše mesta za ispitivanje i izvođenje performansa u bioaru. Mislim, da sem videl še eno vprašanje, še ena roka, da je šinila navzgor, zato da sem imel privide. Če ni, lahko na tem mestu počasi sklenemo, razen če ste vidva hotela še kaj dodati. Zdaj se že rekel zadnjo besedo. Aha, dobro. Aha, čist zadnjo. Aha, dobro. A reč bom imel čisto zadnjo besedo? Pravim, da sem že rekel zadnjo besedo. Jaz sem prav. A reč že povedal zadnjo besedo, dobro. A ga lahko jaz demantiram in mu zastavim vprašanje. Če sem prav razumel, si govoril o tem, da mogoče postsocializem je zaključen recimo v nekih bližnjih teritorijih, da pa se nekaj pač sorodnega še nekaj drugje pojavlja. Če sem narobe razumel, pač moj problem. Ja, to nisem sicer tega rekel, ampak to se s tem strinjal, kar si zdaj povedal. Tipičen primer tega je Kitajska. Kitajci gredo zdaj v neko, mi vidimo ta ekonomski vidik, pa ta politični vidik Kitajske v današnjem svetu, ampak Kitajci grejo še v neko drugo ekspanzijo. In sicer je ekspanzijo na področju kulture, na področju umetnosti in gledajo, kako bi pa zaprav v teh razmerah nameravali to svoj pogled. Mogoče malo prezgodaj še za neko historizacijo postsocializma, ampak evo, da tvegam. Mogoče se bo iz neke perspektive kot neko postsocialistično obdobje v bistvu bolj razumelo, če govorimo o nekem tem jugoslovanskem, ex-jugoslovanskem pa slovenskem kontekstu, obdobje pač po letu 68, ko pravzaprav pride v enem trenutku do nekega hudega zagona, tako kot zadnjega izdislaja, poskusa pač nekega etatističnega socializma, potem se pa za hip pojavi neka možnost, recimo perestrojke ali pa civilne družbe v Sloveniji, ko naj bi se v bistvu na nek način socializem demokratiziral. Ne bo mogoče to obdobje nekega začasnega poskusa demokratizacije socializma imenovati kot postsocializem, kot recimo nek čisti kapitalizem, v katerega praktično so vse države padle po padstvu berlinskega zidu in takošnji privatizaciji. Jaz se ne bi strinjal. Jaz bi rekel, postsocializem je dejansko to obdobje razkroja socializma, ko še ni nastopil nov sistem, ki pa je na poti in ga lahko vidimo, kako se nam bliža. Kar se pa tiče Kitajske, bi še to rekel, in postsocializma. Kitajska je imela 3 probleme. En problem je bil ekologija, drugi problem so bili te
stari voditelji in tretji problem je bilo najti nove ideologije. Ja. To pomeni, da v bistvu v postsocializmu ni bilo nekega potencijala za neko družbeno transformacijo, ampak je to v bistvu samo neko umestno obdobje, preden so se stvari postavile na svoje mesto. V vzhodnji Evropi, ja. Ali pa na Kubi, recimo. Ne na Kitajske. Kitajske, lahko rekel, preveč velika za kaj takega, ne. Samo tisto, kar se na Kitajskem danes dogaja, je to, da oni še vedno imajo ta postsocializem. Samo oni so uspeli ločiti ekonomski vidik od političnega. Samo ko gre za politični in ideološki vidik, kaj oni danes študirajo? Marksa. Z Marksem danes ne boš prišel pravzaprav daleč, da bi ga bistveno spremenili. Samo oni tega ne vedo. Tako da jaz se bojim, da bo tam pri njih se ohranil še naprej ta statični, rigidni postsocializem, ki bo iskal te reference iz preteklosti, ki mu ne bodo nič pomagali. Ampak to je že spekulacija. Meni je ovo pitanje isto izazovno, jer na neki način bi možda drugačiji stav. Da možda reč postsocijalizam možemo povezati s jednom drugom rečju, koja deluje malo neutralnije ili više liberalna, da ne kažem neoliberalna, to je tranzicija. I zapravo ono što se dešavalo na istoku Evrope kao postsocijalizam imalo je svoj kontraefekat u zapadnim društvima, pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama. Meni se jednom desilo da sam bio u Chicagu univerzitetu, vodili su nas da vidimo muzej vozom, odnosno vozom, i objavili su da je voz to i sad ne vozi. I prvi put se desilo u istoriji gradske železnice Chicaga da voz taj dan u to vreme ne vozi. Ja sam u tom trenutku shvatio da sam ušao u postsocijalizam i tranziciju. Drugim rečima, postsocijalizam i tranzicija imaju svoj kontraefekat koji se desio zapravo i na zapadu, a pre svega u najmoćnijoj zapadnoj državi, kao što je SAD. I ja bih rekao da Kina sa tom željom da izabere predsjednika partije za doživotnog predsjednika, a to je jedna osobina poznih socijalističkih režima, zapravo je u toj igri tranzicije gde socijalistički identitet još igra nekakvu ulogu. Drugim rečima, mi smo u postsocijalizmu koji se zove tranzicija, a stvari su komplikovane i bole. A koliko su na granici mode? Fashion? Moda odevanja? Neću sad od Barta, to smo nekad se spravili sa Lešim. Čakajte, sam to, če imate vprašanje, vam bodo mikrofon. Izvolite. Nije vprašanje, Komentar. Komentar, odnosno premislek. Sistem mode, poznamo Bartove razmišljanja, kaj to v interpretativni funkciji pomeni, ampak recimo zdaj vas bom vprašal, kakšna je razlika med daljivimi brki, kombinezonom Dragana Živadinova in pa delavskim kombinezonom tega, ali pa Cankarjevimi brki na čokoladah danes? Ako me pitate, ja mislim da pobednik 20. veka je jedan od možda najvećih umetnica 20. veka, zvala se Margaret Thatcher. Ona je rekla, nema više alternative. To je značilo ne da nema alternativnih pokreta, već da svaki pokret će biti apropriisan. A to znači da zapravo svaka vrsta tog eksperimenta bit će u jednom trenutku u procesu apropriacije na ovaj ili na onaj način, u ovom ili u onom sistemu. Pitanje su unutrašnjih otpora koji taj sistem kao takav pravi i kako ih proizvodi. Ono što se tiče Cankarjevih brka, to jesu deo mode i modnog stila, dendizma, pozne buržuazske umetnosti u maloj nacionalnoj kulturi. Rodčenkov kombinezon je deo fantazije o velikom novom čoveku koji se nije desio nikada, ali kao fantazija je bio projektovan. Živadinov zapravo igra sa oba parametra. On je umetnik iz vremena spektakla, potrošnje, populizma i on radi s jedne strane sa tom utopijskom vizijom koja nam treba i s druge strane s njenom nemogućnošću u vremenu u kome živimo i Margaret Thatcher je pobednica. Bravo.
Dobro, bomo na tej točki končali. Če je Margaret Thatcher zmagovalka sveta, morda pa nismo v postsocializmu, morda smo vendarle v predsocializmu, bomo še videli. Heteronomija umetnosti in avantgard, Aleš Erjavec, čudovita knjiga, zelo vam bo všeč, vzemite jo v roko, prelistajte jo, kupite jo z 20% popustom. Hvala knjigarni Azil, hvala založbi Maska in hvala vsem, ki ste danes prišli, še posebej pa seveda Miško Šovakoviču in Alešu Erjavcu. Bravo.